Zatem, potem, ko pa enkrat naredite prvo prodajo, sledi pa naslednjo kruto spoznanje. Meni je ful žal, ker si nisem zapisal, kdo je tale citat naredil, ker me je res zaznamoval. Kdo ga je rekel? Pravi, money is made with the boring stuff. Ja. Denarja ne naredite s temle seksi delom, ko razvijate nov produkt, pa nove stranke, ki jo pa razvijate. Ja, je pomemben predpogoj. Ampak, da boste denar naredili, morate pa to spraviti v dolgočasno ponavljanje. Ne? Če bi Hofer imel samo eno štacuno, bi bila to zelo čudna firma. Ne? Ker jih ima v Sloveniji 80 pa nekaj tisoč po Evropi, je pa zelo dobičkonosna firma. Okay? Velja to čisto povsod. Če hočeš služiti z nečem, moraš delati na način, da je ponovljivo, predvidljivo za isti strošek in tako, za predvidljiv strošek in tako naprej. Ampak zdaj pa paste. Vi ste imeli podjetnika, ki je mogel biti 5 minut pred tem, je mogel biti za strokovnjak za to, kako stranko razumeti, kako razvijati nove stvari, kako reševati probleme, kako ne vem, kaj vse delati. Zdaj pa istega človeka vzamete, pa mu rečete, zdaj pa ti nekaj sanjati, nekaj bluziti, nekaj ustvariti, zdaj pa ti to naredi v dolgočasno predvidljivo, zato da bo Kežvan iz tega začel leteti. To sta v resnici zrcalno različni sposobnosti. Ne bom rekel, da ni prekrivanja, jasno je, ker tudi pri gradnji organizacije je treba imeti podobne veščine kot pri razvoju novega produkta, da ne bo pomote. Ampak ni pa nujno to pisano ljudem na kožo. In to je meni glavni razlog, zakaj je med podjetniki ta exit tako popularen. Ne? Pom pa zgradil, nekaj pa postavil, pom pa naredil exit. Ja, zakaj? Zato se mi treba ukvarjati s temle. Okay. Nav se mi treba ukvarjati z gradnjo plačilnega sistema, postavljanjem standardnih postopkov, optimizacijo proizvodnje, optimizacijo logističnih procesov, rihtanje nabave, pa tako naprej. Ker jaz sem dokazal, da imam produkt, ki ga nekdo želi kupiti, to naj pa en drug zrihta. In velikrat te, ki kupijo pol te firme, to znajo početi, jasno. Ne? Ker so to naredili že kdaj nazaj. Okay. Ampak tukaj pride do zares zapletene psihološke situacije. No? Ko mora človek iz tega, ki je bil on center vsega, ustvarjalec novega, hkrati začeti postajati birokrat. Birokrat v najboljšem pomenu besede, da ne bo kakšne pomote. Ker birokracija, kakor jo namaramo, ne, zagotavlja tudi nek red, pa predvidljivost, pa tako naprej. Okay? Je kakšen medklic, vpogled, izkušnja? Jaz bi samo eno vprašanje. Ja. Rok. Koliko je po tvojih izkušnjah število zaposlenih, ki pride iz tega, da gre iz ustvarjalca v birokrata oziroma da se rab pa menedžerska funkcija naredi? Koliko? 7, 8 ali koliko ljudi? Tukaj je ključna stvar, ki je, da koliko ljudi lahko en človek še vodi, recimo. Ne? A veš? In to izkušnje kažejo. Če pogledaš vojsko, rimska vojska je imela najnižji nivo vodenja, je bil desetar. Ne? Se pravi, 10 je bila una enota, kakor rab imeti svojega šefa. Ne? Ja, pol imaš fuzbal, jih je 11 na igrišču. To je po mojem nek maksimum, pa tam si že zelo kot vodja obremenjen. Če ti vodiš 10 ljudi, je to absolutno full-time job. Nimaš časa za razvoj naprej, po mojem. Mislim, imaš, ampak delaš na overburnu, ne? Se pravi, delaš preveč. Mislim, še ena zelo pomembna stvar se zgodi, ki je tudi zelo zapletena. In sicer gre za to, da kakšnega zaposlenega išče podjetnik takrat, ko začne rasti. Kakšen je prvi zaposlen? Generalist ali specialist? Generalist, Ja, valjda, rabaš nekoga, ki zna čim več enih stvari, ne? Ja, in pol hkrataš nekoga, ki bo ful dober za digitalni marketing, zna projekte furati, kavo bo kuhal, pa malo bo skrbel še za skladišče dol. Poznate to, pa kakšen paket bo kdaj zapakiral. In te ljudi v resnici težko dobiti, ne? Ker v eni od teh stvari bo ta človek zanač, to vam garantiram. Ja? In pol kar naenkrat začneš prehajati od tega, da nehaš zaposlovati generaliste, ampak začneš iskati specialiste, ki spet terjajo tako, cela firma se mora zavrteti na glavo, da se to lahko zgodi. Ja? Tako da, kakor jaz vidim, tam okrog 8 do 10 ljudi se začne lomiti. Tam se zlomi, no? Tam pač ne gre več naprej. Lahko je zelo sposoben podjetnik, pa handla 20,
sam se mu meša. Ja. Pa najtežja stvar, ki je tukaj noter, je zato, če hočeš to narediti, moraš začeti delegirati. Okay. Podjetniku delegirati pa tako, kot svojega otroka prvič spustiti s prijatelji na morje. Ali pa svojega otroka prvič spustiti samega na igrišče gor, ker si čist živčen. Jaz sem imel Van Damme true case, ne? Lušno podjetje, fajn, fino, ampak pridem tja in ustanoviteljici ful pod stresom. Štimunga je bila obupna, tako kar tresla, ti si videl, smo v situaciji, burnout situaciji. Ne? In jaz gledam in začnemo analizirati, kaj delamo in ugotovimo, da je ena cel dan klika po zaslonu, zato ker ima neumen računalniški program. Ne? Ta druga je pa v proizvodni, ne? Pa jaz gledam, pa kaj ti delaš v proizvodni? Fantastična prodajalka, super, the best. Kaj ti delaš v proizvodni? Ja, tam sem. Zakaj pa moraš biti tam? Zato, ker nihče ne prilepi nalepke tako lepo, kot jo prelepam jaz. Pazite? Ja? To so resnične stvari in so zelo hude stvari. Ker iz tega ven pride od tega, da on ni zraven nalepke popa, do tega, da bo prišel enkrat do faze, ker on noče niti več vedeti, kako se nalepke popajo in kadar je narobe, nekdo drug rešuje to, od tam je ogromen korak. Ne? In zelo veliko ljudi, ki boste naleteli v podjetniškem procesu, bo v resnici tukaj. Ne? Kako zdaj te stvari pravzaprav postaviti? Kako razdeliti vloge? Meni je ta koncept ful tak, ga obožujem, koncept founderja, a veste, lastnika, ki je bil zraven tudi ustanovitelj. In to se kar pričakuje, da ta lastnik, ki je bil zraven tudi ustanovitelj, ima forever neke specifične privilegije v firmi. Ne? Ker če se jaz postavim čisto pravniško gledano, on je lastnik, tako kot so vsi ostali lastniki. In lastnik ima jasne pravice in obveznosti. Ne? Tako naprej. In v eni točki, ki je boleča točka, tudi za mene je bila v mojem podjetniškem procesu, je pač founderji nehajo biti founderji, ampak postanejo eni od lastnikov. In absolutno se pa to zgodi v trenutku, če dobite investitorja. Absolutno. Če ti dobiš investitorja, ja, ni zdaj, imamo prvorazredne lastnike, pa imamo drugorazredne lastnike. Ne. Vsi smo lastniki in se obnašamo drugače. In pol, zakaj pa je on vodja proizvodnje? Ja, veš, da to, ker je bil eden od founderjev, a pa je primeren za biti vodja proizvodnje? Ne. A zna to delati? Ne. A hoče to delati? Ne. Zakaj pa pol dela? Ja, zato, ker je bil eden od founderjev. Razumete? In to so stvari, na kjer naletiš in se je treba pač, moraš biti ponovadi ti tisti, ki jim rečeš, ja, lej, a ti zdaj delaš, mislim, kaj pravzaprav počnemo? A gradimo stroj, podjetje, ki bo v redu funkcioniralo, ali gradimo, ne vem, kaj to pravzaprav noter je. Velikokrat se tudi zgodi, da v tej fazi številni od founderjev postanejo manj uporabni. Recimo, una moja zelo ljuba je, kad daš programerjem delež v firmi, zaradi tega, ker nimaš denarja, da bi jih plačal. Poznate to, ne? Ta je klasična. In pol kar naenkrat, čez 3 leta imaš v redu firmo, 30% lastniki so pa eni programeri, ki drugega kot tipkati ne znajo. Ne? In zdaj on, ker zato, ker je founder, ga moraš narediti v nekega seniorja, v resnici pa nesposoben voditi ekipo. Ali pa je celo noče. Okay? Pa imate kar naenkrat hude težave. In kle v tej točki, ko mi prehajamo iz tega, torej smo prodali pa do tega, da zgradimo firmo, jaz trdim, da večina firm propade in razpade kle. Se zlomi, se konča, ne gre. Okay? In kle lahko mentor ful vlogo odigra. Z ponavljanjem malo bolj čiste, torej logike, ki je manj vezana na specifične imena in priimke. Zato, ker organizacija, ko imaš ti enkrat stroj postavljen, ker gradiš organigram, osnoven organigram noter nima imenov pa priimkov. Okay? Imaš CEO, vodja proizvodnje, vodja razvoja, vodja prodaje, pa noter upisuješ, imaš delovna mesta opredeljena. Kad gledaš podjetniške organigrame, je najprej Klelemanca, ki je direktorca, pa je pa tam Tomaš, kaj pa on dela, ja on malo v skladišču, pa malo web marketing, pa finance ima česa, ne? Pa je pa tam Marko, z njim čist ne vemo, zato smo ga dali kombi voziti, okay? A pa rabimo tega Markota, ne, sam je z nami že od začetka, pa tako naprej. Jaz kle ne pravim, da je treba biti neoseben, pa neobčutljiv za te stvari, pa tako naprej. Pravim pa, da je na to treba zelo, zelo paziti, ker se stvari v večini primerov lomijo na temule, kar zdaj le govorim. Okay? In tukaj se pojavi, poleg tehle dveh, ki smo jih imeli prej v firmi, make it pa sell it, ne? Se pravi, če jih prevedem v funkcije nekega podjetja, ki obstaja, je ta rumen, make it research and development, on zna narediti.
ja, pa dela nove stvari, pa ima čez sales, obe dve zelo ključni funkciji, čeprav ta nove stvari postane v eni fazi manj pomembna, rabite še ta tretjega, ki zna držati operations. Okay?